Dirigentska palica je švigala in poskakovala po zraku, ko je šolski orkester igral še kar živahno skladbo Allegro assai. Imeli so vajo, kot pravimo, učili so se za nastop ob obletnici glasbene šole. Tako so igrali, ko je na vsem lepem palica udarila dvakrat, trikrat ob rob dirigentskega pulta. Stojte, je pomenilo to, prenehajte igrati. Hej, vi tam, je rekla violini v prvi vrsti. Zakaj ste igrali C, ko vendar piše cis? Violina je zardela in ni rekla nič. Palica se je odkašljala, malo počakala in dejala: No, ponovimo. Ponovili so in violina je napravila isto napako. Tedaj je palica vsaj iz sebe pristopila k violini in začela svojo konico kazati na pregrešno noto in kričati: Tole, vidite, je cis in ne C, cis, cis, cis. Njen glas je bil vedno tiši, kajti v notnem črtovju je bil res C in ne cis. Z nekoliko bolj umirjenim glasom je nadaljevala: Če imate že napačno napisano, pa vsaj popravite. Oboa je že prej hudomušno pogledala sosedo, zdaj pa je bušnila v pritajen škodoželen smeh. Ta smeh so slišali vsi, ves orkester. Pogledovali so obo in tako jim je bilo jasno, kaj se je zgodilo. Saj so vedeli za prepir med violino in obo pred vajo. Dirigentska palica je rekla: Mir, ko je nastal splošen šepet v orkestru. Nadaljujmo zdaj. Igrali so dalje in brez večjih nevšečnosti vajo končali. Palica ni še dobro zaprla vrat za seboj, ko je v orkestru nastal hrup kot v razredu, ki je prestal hudo uro. Nesramnica, je vpila violina. Ti si mi iz maščevanja zbrisala višaj pri noti cis, da sem igrala C, in tako si me osramotila pred dirigentsko palico in orkestrom. Violina se je tako razburila, da je z lokom tako močno zamahnila po oboji, da je poškodovala tanki mali jeziček, brez katerega oboa sploh ne more igrati.
Njej pa se je pretrgalo toliko žime na loku, da je ta kar frlela naokoli. Klarinet, ki je bil velik prijatelj oboje, je skočil na violino, da je revica padla po tleh in je odletela kobilica, ki drži strune. Tedaj je nastalo splošno rvanje in vpitje med orkestrom. Ta je bil za tega, oni za drugega. Pa se je oglasil veliki boben s svojim globokim in prodornim glasom. Stojte, prenehajte vendar. Kje pa mislite, da ste? Saj ste vendar zreli instrumenti, ne paglavci. Njegov gromki glas je nekoliko pomiril razburjene duhove. Zdaj se je boben obrnil k oboji in ji dejal: Tebe pa bi morali kaznovati, da bi že enkrat prenehala z neokusnimi šalami, ki včasih škodujejo vsemu orkestru. Poprosimo komponista, naj ji vzame solo v skladbi, ki smo jo vadili, je predlagal Fagot. Seveda, to pravi zato, da bi ga dobil ti, se je zadirčno oglasil Čilo. Mir, tako ne bomo nikamor prišli, je ponovno prevzel besedo veliki boben. Če hočemo, da bo naša glasba zvenela lepo, res ubrano, moramo biti složni tudi mi sami. Le tako bomo uspeli in ljudje nas bodo z veseljem poslušali. Zadovoljni bomo vsi, naši učitelji, poslušalci in mi. Pametni govor je dokončno pomiril ves orkester. Opustili so misel na kaznovanje, saj je oboa obljubila, da ne bo več počenjala hudomušnosti, ki bi lahko imele resne posledice. Ko so se zacelili njihovi poškodovani udi, so naslednje dni pridno vadili. Oboa, ki je zdaj opustila svoje nelepe, včasih preveč nagajive navade, je svoj solo odigrala še lepše, še bolj prizadeto. Tudi violina je pozabila na neljubi dogodek, celo več, z oboa sta postali pravi prijateljici. Proslavi so igrali kot še nikoli. Žareli so od ponosa in nepopisna je bila njihova sreča, ko so jih na koncu ljudje nagradili z dolgotrajnim in navdušenim ploskanjem.